Ekipo na državnem preverjanju iz prve pomoči zastopa 6 članov. Pravkar so izvedeli za nesrečo, ki se je zgodila pri osnovni šoli Božidarja Jakca. Tisti, ki skrbi za varnost, torej swiper, preveri varnost vsakega poškodovanca in pol vodja določi, kdo gre k določenemu poškodovancu na podlagi triaže. Povemo vodji, kaj se je zgodilo in ima prvi raport. Potem skrbimo paciente in pol ima po 10 minutah vodja še drugi raport in pove vse, kako smo karkoli skrbeli in vse. Danes vadijo praktični del, kjer morajo pokazati znanje in veščine izdajanja prve pomoči poškodovanim ali nenadoma zbolelim. Naloga vodje je, da ve, kaj se dogaja na prizorišču in da o tem obvesti tudi rešilce. Mogoče imamo probleme s tem oceniti, kaj je zdaj res najhujš, pa kaj ima prednost pred drugimi stvarmi. V bistvu najlažji del komunicirati s pacientom, ker da nek človeški del prve pomoči. Najtežji del je pa oskrbeti neke take hujše poškodbe. Na srečo nimamo poškodb hrbtenic, ker to bi v cel karambol, če bi bil. Smo taka dobra skupina, da dočudno naletiš na kakšno stvar, ki ti ne gre najboljš. Naprimer, mene grejo najboljš opekline. Vedno pride vodja na pomoč in lahko ti dodeli še kakšnega člana. Ob vsakem delovišču je v bistvu ena oseba, ki za vsak scenarij malo spremlja delo. Ko se pa zbira točke, koliko si v bistvu ti samostojen, koliko znaš nepaničar, pa v bistvu tudi kako odreagiraš na dano situacijo. Uspešno bodo morali odgovoriti tudi na teoretična vprašanja o prvi pomoči in o gibanju Rdečega križa. Super bi bilo, če zmagamo, ampak v bistvu mislim, da to ni ta glaven razlog, ampak naučiti se kaj več, pa se še bolj povezati.